Lani septembra sem izvedela, da si nekatere fakultete ljubljanske univerze izplačujejo dodatek za stalno pripravljenost, da je to ugotovilo Ministrstvo za izobraževanje in da je te podatke tudi že predalo Inšpektoratu za javni sektor. Na inšpektoratu so mi potrdili, da nadzor opravljajo, na vsa ostala vprašanja pa mi niso odgovorili, saj je bil takrat postopek še v teku. Mesec in pol kasneje sem uspela neuradno dobiti nekaj dokumentov, v katerih je bilo dovolj informacij, čeprav so bili podatki zgolj za leto 2013, da sem lahko napisala prvi članek. Že takrat so odgovori nekaterih fakultet, bolj natančno predvsem njihova ideja oziroma njihova želja, da bi skrili določene informacije, nakazovali, da se v ozadju te zgodbe verjetno skriva še marsikaj. V naslednjih dneh, tednih, kot vemo, so o tej zgodbi, o izplačevanju dodatka praktično poročali vsi slovenski mediji. Kljub temu so se odgovorni iz dneva v dan vedno bolj zapletali, predvsem zaradi svoje arogance in pa sprenevedanja. Tudi zato je po mojem mnenju ta zgodba dobila takšen pospešek. Jaz upam, da nekaj tega pospeška ta zgodba še ima in da bomo v začetku ali pa vsaj v prvi polovici naslednjega leta doživeli epilog te zgodbe. Družba si ga po moje zasluži. Odgovornost novinarjev pa je, glede na vse, kar že vemo, da vsem postopkom, ki še trajajo, sledimo, da jih spremljamo in o njih tudi poročamo. Kljub temu sem se v zadnjih letih pogosto vprašala, ali je smiselno vztrajati na delu, tudi ali je smiselno vztrajati v novinarskem poklicu. Nagrade sem res vesela, porota mi jo je, ne da bi se tega zavedala, podelila v najbolj primernem trenutku. Kot kaže, se od časopisa Delo poslavljam, torej od medijske hiše, v kateri sem prehodila sem prehodila celo svojo novinarsko pot. Predvsem je ta nagrada dodatna potrditev, da sem delala dobro in tudi, da je bilo vse skupaj, vse, kar se je zgodilo predvsem v zadnjih 5 letih, vredno. Mene za prihodnost dobrega novinarstva, tudi časopisnega, ne skrbi, se pa sprašujem, kdaj bodo nekateri razumeli, da medij ni tovarna hrenovk in da novinarstvo ni branjenje svojih prijateljev.